Začenjamo pa z dvema priznanjama, ki jo bomo podelili zgodbam uspeha v programu Erasmus Plus na področju šolskega izobraževanja. Dame in gospodje, dobitnica prvega današnjega jabolka kakovosti je Osnovna šola Podgoro iz Slovenskih Konjic. Kar na oder, kar pogumno. Medtem ko prejemate čestitke, dovolite še kratko utemeljitev nagrade. Projekt Povezani v drugačnosti Osnovne šole Podgora Slovenskih Konjic odlikuje odlično zastavljen in izveden prenos uporabnih znanj in metod dela na ravni organizacije in lokalne skupnosti. Šola kontinuirano sodeluje v mednarodnih projektih in sledi strategiji, ki so si jo zastavili ob začetku sodelovanja v programu Erasmus Plus. Za tovrstne projekte so se odločili zaradi vedno večjih potreb po znanju z področja izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki pa ga je v domačem okolju težje pridobiti v zadostni meri. V pričujočem projektu je bila glavnina mobilnosti izvedena z namenom pridobivanja znanj z področja izobraževanja oseb z motnjami avtističnega spektra in oseb z različnimi ostalimi motnjami, s katerimi se srečujejo strokovni delavci šole. Najbolj odmeven rezultat projekta je izgradnja senzorne sobe in igralnice, ki je ne uporabljajo le na šoli, temveč je na voljo tudi ostalim uporabnikom iz lokalnega okolja. Z novo pridobljenim znanjem se je izboljšalo delovno okolje tako za zaposlene kot za njihove učence. Posledično povečujejo možnosti za strokovni razvoj, motiviranost in zadovoljstvo pri vsakdanjem delu strokovnih delavcev, vse skupaj pa vpliva tudi na blaginjo učencev. Iskrene čestitke! Jabolko kakovosti prav tako na področju šolskega izobraževanja prejme Osnovna šola Naklo. Iskrene čestitke in dobrodošli na odru. Medtem ko prejemate priznanje, utemeljitev nagrade, Osnovna šola Naklo je v nizu mednarodnih projektov v zadnjem prevzela vlogo glavnega koordinatorja. V dvoletnem projektu Jaz zmorem, ti zmoreš, mi pa zmoreva še več, je bil glavni namen vzgojno delovanje, ki je pomembno in pereče področje, s katerim se danes soočajo šole. S projektnimi aktivnostmi so partnerske šole našle skupno vizijo ter konceptualne smernice za ustvarjanje pozitivnega šolskega okolja, ki vpliva na blagostanje otrok in na njihov učni uspeh. Projekt odlikujejo kakovostna izvedba vseh stopenj projekta, pestrost projektnih aktivnosti ter zavedanje sodelujočih šol o uporabnosti pridobljenega znanja ter izdelanih rezultatov. V okviru projekta je nastal preventivni program, ki je dobra osnova za implementacijo teh načel v vzgojnem načrtu. Nastali intelektualni rezultati in ostala gradiva bodo imela pozitiven učinek na oblikovanje spodbudnega učnega okolja na vseh sodelujočih organizacijah in širše, saj so dobra iztočnica za pedagoške pogovore med strokovnimi delavci šol ter za pogovor in razvoj socialnih veščin in čustvene inteligence pri učencih oziroma dijakih. Iskrene čestitke. Sledi podelitev jabolk kakovosti za zgodbe uspeha v programu Erasmus Plus na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prvo jabolko kakovosti na tem področju prejme Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje. Mali koraki, velike spremembe, to je dokazala Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, ki je s pomočjo projektov mobilnosti dosegla dva velika cilja, ki so se ju v šoli zadali pred 4 leti v strategiji internacionalizacije.
To je upeljava novih modulov v rednih izobraževalnih programov v okviru odprtega kurikula in sodelovanja delodajalcev pri njihovi izvedbi. Nova modula, ki so jo poimenovali koordinacija gostinskih storitev in hotelske storitve, prinašata obogatitev in posodobitev izobraževalnega programa, ki ga že izvajajo, hkrati pa predstavljata novo obliko sodelovanja šolskega in gospodarskega sektorja. Šola je rezultat dosegla z natančno vizijo, proaktivnim pristopom in vključenostjo mentorjev iz podjetij v projekte mobilnosti. Delodajalci so na takšen način prepoznali številne koristi, ki jih dijakom prinaša praksa v tujini, na stežaj pa vrata odpirajo tudi tujim dijakom, ki prihajajo v Slovenijo. S projekti mobilnosti je srednja šola prav gotovo pozitivno učinkovala na izobraževalni sistem, česar bodo deležne tudi prihodnje generacije na področju gostinstva in turizma. Čestitamo! Izobraževanja in usposabljanja pa je Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani. Iskrene čestitke, kar pogumno na oder, ker smo prej slišali, da premalo beremo. Preberem še to utemeljitev. Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani je tista organizacija, ki svojimi projekti krepi trikotnik izobraževanja, znanosti in gospodarstva. S temeljito analizo potreb slovenske industrije in pregledom obstoja izobraževanja na področju kompozitne proizvodnje so skupaj z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji oblikovali ključne naloge, znanja in veščine, ki so potrebni v kompozitni industriji in zasnovali izobraževalni program, ki je v procesu pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije. Inštitut tako prenaša bogato znanje vključenih visokošolskih institucij Univerze v Ljubljani in krepi zunanjo mrežo partnerjev. S projektom so sistemsko podprli področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja in gospodarstvu ponudili možnost prekvalifikacije brezposelnih delavcev v izobraževalnemu sistemu, pa nove vsebine za praktično usposabljanje bodočih kadrov. Sodelovanjem v programu Erasmus+, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani krepi medsektorsko povezovanje, odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter odzivanja visokošolskih institucij na potrebe trga dela. Čestitke tudi vam za... Tokrat se premikamo na področje visokošolskega izobraževanja. Jabolko kakovosti prejme Univerza v Mariboru. Tako na odru je dovolj prostora, kar pogumno. Na Univerzi v Mariboru naredijo, ker se da in ker je mogoče. Svojim strateškim pristopom k projektu mobilnosti in dodelanim sistemom podpore sledijo potrebam študentov in zaposlenih ter se jim sproti prilagajajo, prav tako pravilom programov in pogodbenim obveznostim. Hkrati njihove potrebe prepoznavajo svojo vpetostjo v okolje in jih s projekti ustrezno naslovijo. Sistemskim spremembam na institucionalni ravni so prispevali s prenovo habilitacijskih meril in točkovanja, ki upoštevajo tudi mobilnost, delo s tujimi študenti ter tutorstvo tujim študentom. Pri izvajanju projektov prav tako skrbijo za kakovost in odličnost z akademskim mentorstvom, spremljanjem ter sprotno evalvacijo kakovosti izvedbe projektov. Ob tem pa redno izvajajo tudi promocijo programa Erasmus+, in razširjajo učinke projektnih rezultatov s poudarkom na zaposljivosti, ki je glede na regijo še toliko večjega pomena. Uspešno delaš naprej in iskrene čestitke. Druga uspešna zgodba na področju visokošolskega izobraževanja, ki si zasluži jabolko kakovosti, piše Ekonomska šola Celje.
Kako se z vsebinsko usmerjenimi in strateško upetimi projekti dosega kakovostne učinke na različnih ravneh, skozi svoje delo v mednarodnem okolju ponazarja Ekonomska šola Celje. Pri prijavljanju in izvajanju projektov jasno in natančno sledijo strategiji šole in potrebam deležnikov v lokalnem okolju ter tudi potrebam mednarodnih partnerjev. S tesnim sodelovanjem s partnerji, skrbno izbranimi dejavnostmi ter učinkovito porabo sredstev dosegajo rezultate, kot je prenovljen okvir za izvajanje strokovne prakse na področju ekonomije, ki prinašajo učinke na ravni študentov in zaposlenih ter na ravni sodelujočih institucij. S premišljenimi in kakovostno izvedenimi aktivnostmi pa te rezultate širijo na mednarodni ravni in s tem dosegajo tudi širše učinke. Čestite! In z veseljem napovedujem, da jabolko kakovosti na področju izobraževanja odraslih prejme Ljudska univerza Rogaška Slatina. Kakovost življenja in dela v izobraževalnih institucijah v veliki meri definira spretnost komuniciranja. Tudi Ljudska univerza Rogaška Slatina prepoznava, da so poleg strokovnega znanja tistih, ki poučujejo, najboljša osnova za kakovostno poučevanje zelo dobro razvite komunikacijske veščine. Zato so se odločili, da svoje predavatelje še posebej opolnomočijo na tem področju. V želji postati sodobna šola, ki učečim se nudi okolje in izkušnje, ker lahko svoje znanje nadgrajujejo tako v interakciji z vrstniki, kot tudi z učitelji iz različnih okolij, so izvedli projekt mobilnosti, ki je že predhodno mednarodno aktivni organizaciji še bolj na stežaj odprl mnoga vrata v mednarodno sodelovanje in v marsičem tudi spremenil način dela te organizacije. Nadgradili so način poučevanja njihovih učečih se z uporabo sodobne tehnologije in uporabo Montessori metod poučevanja za odrasle, ki so, sodeč po evalvacijah, z novostmi zelo zadovoljni. Ljudska univerza Rogaška Slatina je tako postala prepoznana kot strokovna in zanesljiva organizacija, ki obeta v različne projekte. S tem prispeva svoj delež k konstantnim izboljšavam sistema izobraževanja odraslih v Sloveniji. Postala pa je tudi organizacija, kamor si hodijo izkušnje in nova znanja nabirajo tudi izobraževalci iz tujine. Iskrene čestitke za vaše delo in uspešno naprej!